Podjetje Sistek se ukvarja z avtomatizacijo procesov v industriji, ne. Imamo zelo zahtevno tehnološke procese, katere pač avtomatiziramo. To so stresne naloge, zahtevne, težke naloge in zato je potrebno pač naš inženirski kader ustrezno temu stimulirati. Smo 100% izvozniki storitev, kar pomeni, da svoje storitve 100% izvažamo v tujino. Ne samo to, ampak jih tudi v tujini delamo, kar pomeni, da smo fizično prisotni v tujini in to za daljše obdobje. Naš problem pa je pravzaprav v tem, da smo vedno manj konkurenčni na področju dela zaradi visokih davkov, ki v bistvu jih plačujemo na dohodke. Zdaj, leta nazaj je veljal inštrument o detaširanem delu, ki nam je omogočal, da smo bili dejansko na osnovi tega bolj konkurenčni, kjer je v bistvu so obstajali določeni ukrepi in določene stimulacije oziroma olajšave na dohodek. Sedaj tega ni več in jasno, ne, trgi so se premaknili iz Evrope na Bližnji vzhod in v Azijo. Tam se soočamo s konkurenco, ki je precej, manj plačana. Z znanjem uspemo še v določeni meri parirati k temu, ampak se ta, razkorak vedno manjša, ne. Tudi oni se pridno učijo in na osnovi tega je dejansko naša konkurenčnost počasi splahneva, ne. Tako da bi jaz v tem momentu rekel, glavni problem, ki nastane, je prav to in bi apeliral na vlado oziroma na Ministrstvo za finance, da bi v sklopu teh spremembe zakonodaje, ki se obetajo, vključili spet ta inštrument o detaširanem delu in nam omogočili, da bomo spet bolj konkurenčni in da ohranimo ta delovna mesta, ki jih do sedaj imamo, ne. Kje pa vidite tukaj vlogo Gospodarske zbornice kot pogajalca na strani delodajalcev? Ja, vloga Gospodarske zbornice je seveda zelo pomembna, ne, ker dejansko Gospodarska zbornica je edini subjekt, ki ga, na strani delodajalcev, ki lahko zastopa delodajalce in ki lahko parira napram vladi in sindikatom. Zato rabimo močno Gospodarsko zbornico, ne, da lahko tem zadevam streže, ne.